Snemaj zvok, hvala, snemaj. Dragi moji alieni, moja matematika res ni dobra, ampak če se ne motim, je danes petek, ko bo to objavljeno, in če je petek, sem pretty sure, da je 1.12, tako da happy December! Ne vem za vas, pa nočem se hvaliti, ampak jaz sem leto zadnje mesece, pol leta, mogoče tako ful bolj happy. Vse ima več spirita, jesen je bila lepša, poletje je bil lepši in zdaj bo tudi ta december, po moje, amazing. Namo sicer jinxal, ampak I feel good lately. Frekvenca, vibracija zemlje se dviga. I don't know, I'm just happier, pa upam, da ste vi tudi, pa da imate lep december. Govorili bomo o stvari, ki ful ni nedavna, sploh še ni rešena, ker je toliko sveža stvar, ki se je zgodila v oktobru, letos, tako dobesedno dober mesec nazaj. No ja, zdaj, ko vi to gledate, je že kaj mesec, pa 10 dni recimo. In načeloma še vedno situacija ni rešena. Je pa taka zanimiva, da lahko majčkeno razmišljate zraven in da boste spodaj komentirali in da bomo skupaj ta primer zdaj naprej mozgali, ker jaz sem ga že precej premozgala. Govorili bomo o yoga oddihu, o yoga retreatu, ki se je dogajal na jezeru Atitlán v Gvatemali v Centralni Ameriki. Tja je šlo 12 določeno skupinco, o kateri bomo mi govorili, ampak vrnili se jih je samo 11. Od tega je bila ena Nancy Ink, NG se samo napiše njen priimek. In v tem primeru bomo govorili zaradi tega, ker noben od tistih, ki so bili tam prisotni, ne govori. Noben ni povedal, kaj se je zgodilo. Šli so enega lepega dneva skup na kajak in vsi so se vrnili razen nje. In noben ni komentiral, šli so dan in še vedno ne vemo, kaj točno se je zgodilo. Na koncu bo majčkeno update, ker ena ženska je spregovorila, ampak to bo na koncu videa. By the way, ta jezer je amazing, tako turkizen je na določenih mestih, potem ki je ta globoko modro, res je. Razumem, zakaj bi imeli tam yoga retreate. Enega kličejo najlepši jezer na svetu, Slovenci se valjda ne bomo strinjali, ker je Slovenija tako najlepša, pa njena jezera. Torej, oktobra 2023 ja odpravijo na yoga retreat, tega je tam tako ogromno, klasika, in v tej skupini, kjer jih je bilo 12, o kateri bomo danes govorili, so bili večinoma Američani. Tudi Nancy Ink, ki je bila sicer Azijka, je iz Kalifornije. To ne bi bil en teden pure miru, povezovanja z naravo, joge, meditacije, dobrote, prijaznosti en do drugega, zdrave hrane, izletov, raziskovanja narave in tako naprej. Jezer je magical, tam imaš tako okrog ogromen enih kultur. Ful je kulturno bogato in zaradi tega se je tudi potem razvil turizem, ker ljudje hočejo videti tam, kaj vse doživiš, pa vse je ful pisano, tiste vasice okrog, pa mini restauracije, pa tam mir, pa ful enih športnih aktivnosti lahko počneš. Ampak ja, we get into a pickle potem, ko je šla ta ekipa en dan zjutri na kajak, na jezero, majčkeno raziskovati. In naša Nancy plus še ena udeleženka naj bi skupaj plule tam na temu kajaku na jezeru, ampak potem, ko so se vrnili, ta udeleženka ni ničesar komentirala, Nancy pa ni bilo in o njej ne duha ne sluha in ne samo, da tem organizatorjem tam in lastnikom kajakov niso povedali nič, v 12 urah so celotna ekipa spakirali in šli domov v Ameriko in šele v Ameriki prijavili policiji ta primer in da Nancy ni. Zakaj? Če je Nancy utonila, bi našli truplo, glede na to, da so preiskali od 95 do 100% površine jezera. In če je utonila, zakaj je ta skupina ne bi prijavila kot pogrešane, kot utonjene, kot karkoli, zakaj so pobegnali? Zjutraj 19. oktobra, nekaj ur ne bi bili na temu jezeru. Od te točke imamo tudi od Nancy nek zadnji video, par slik, ko njih nekdo še s telefonom snima in ona še pomaha iz kajaka, preden so odrinili na vodo. To je zadnji video od nje, ker jo vidimo živo in zdravo. Ampak potem te dva lastnika, ki sta tudi kasneje majčkeno komentirala, vse skupaj govorita, da sta v daljavi lahko videla dva kajaka, ki sta se oddaljila od skupine drugih kajakov, torej sta šla majčkeno po svoje. Ko so se potem vsi ti kajaki vrnili in tisti, ki je šel en po svoje, tista ženska je potem bila kao full upset, ker to že pomeni, ali je bila tiha, ali je bila jezna, ali je bila žalostna, ne vem, ali je vpila, ne vem, rekli so, da je bila upset in potem so popokali pač domov. Ta organizator je rekel, da je šel sam osebno potem Nancy po jezeru majčkeno iskat, ampak ko je bil neuspešen, naj bi še isti dan kontaktiral policijo, ampak rečeno je bilo od policije, da je ni isti dan, ampak šele čez 24 ur, torej naslednji dan, spet, zakaj? Potem je Nancy in njena družina so si ful bliz, mislim, da so 3 ali 4 otroci, ne vem, ful so si bliz, ful so zagnali akcijo iz Amerike, iz Kalifornije, ful so jo začeli iskati. Zdaj pa situacija taka, tam v Gvatemali so 3 dni imeli plačane oziroma pokrite stroške iskalnih akcij, torej helikopterji, policija, potapljači, vse to je bilo krito strani
njihove policije 3 dni, potem pa več ne in so rabili vso pomoč, ki so jo lahko dobili in so lahko samo ustvarjali ta GoFundMe. Jaz, če ga najla vam ga od spodaj dan, da lahko kdo, če vas navdahne ta zgodba, tudi vas pomaga, kakorkoli prispevati, ker Nancy še vedno ni. Ampak ko so tja posegali po kakršnihkoli prostovoljcih, so jih res tudi ogromno dobili. Dobili so ogromno enih potapljačev, domačinov, ki so potem še tedne in še zdaj to prostovoljno raziskujejo in pokrivajo, ampak problem je, to jezero je sem pa tja ekstremno globoko, tako kot Empire State Building, pač it's deep, tako da ja, površina je 100% že zdavnaj pokrita, ampak globina pa ne. In tam je ogromno enih trav in teh stvari, ker se lahko človek not zaplete, tako da če je šlo kaj v to smer, dejansko v topitve, je možno, da jo bo težko najdeti. Fora je teh yoga retreatov, da je vas podarek na tem. Večinoma so my religious practices, to je očitno ena smer joge, če kdo kaj več ve, ne me poprav. Point vsega je, da sta spirit in body povezana. Treba je eno in drugo ozdraviti, da si pač dober, zdrav človek. Pa večinoma so te retreati all inclusive, torej te poberejo na letališču, te odpeljajo tja, pa imaš tam za jesti, za piti, vse ti organizirajo, dnevne izlete, vse počneš tam, v skupini se družiš, večinoma ne hodiš nič ful nekaj po svoje in out of the system. Torej na nek način so bili vsaj mal povezani, ali so se vsaj dobro spoznali, I guess. In potem še da je point vseh teh yoga retreatov to, da si pomagaš, da si dober, da si v bistvu vse ful funkcionira okrog karme, torej če si dober človek, itak predaš ven, to se ti vrača. Torej zakaj je bila ta cela ekipa tih? It's insane. Te stvari so take, da pač ne moreš nekoga prisiliti, da govori, ne moreš ga izsiljevati, ki te lahko parjal. Lahko človek, ki se je odločil biti tigre, itak prek odvetnikov, da ne bo slučajno kaj narobe rekel, pa v zaporu pristal. Ampak zakaj? Če bi se ona samo utonila, zakaj? Česa te strah? Kaj bi lahko ti naredil? Nancy šla sem že drugič, prav v ta isti retreat na isto lokacijo, ker v prvo je bilo tako amazing in je bilo tako všeč, se je odločila, da gre, počutila se je safe, počutila se je, da ve, kam gre, očitno ne. Kasneje sta tudi lastnika tega retreata dala eno izjavo, če bom najla vključila, drugače pa sta povedala, da nima pač nič ni bilo jasen, ekipa, ko je prišla s kajakov, niso dali nobenih izjav in so bili samo tih, nobeni povedal nič, niso plačali in so šli po 12 urah predčasno domov. Torej, gvatemalska policija, tisti tam na prvem mestu, ki bi mogli to zvedeti in raziskovati, niso zvedeli nič niti v tiste ženske, ki je bila z Nancy dejansko. In potem cela ta ekipa, ne vem, če sem to sploh že povedala, so primer parjavali policiji šele v Združenih državah, ne prej, ne v Gvatemali. Družina potem, ko je dobila nekih financ in so se naprej odločili valjda za raziskovanje, ful angažirani so najeli Black Wolf helikopterje, to je v bistvu tudi ena taka kot ekipa za reševanje, ampak je pač samoplačniška, potem je ta ekipa bila tista, ki je pokrila tako 100% jezera. Imeli so tudi drone, šli so pod vodo, šli so nad vodo s čolni povsod tam okrog, ampak bedno je zaradi tega, ker te ljudje niso sodelovali. Vse, kar njim tukaj ostane, je informacija, bilo je nekaj na jezeru. Kje je na jezeru? A veste, kaj še je ta jezer? Pač, mislite, da je Bohinjski velik? Bohinjski je velik, pa globok, ampak tale je 40krat večji kot Bohinjski. 40krat večji, it's freaking morje. Pač, kako bojo vedeli, kje je, kaj smo, da jim ta ekipa ni niti rekla, pejte mogoče bolj zahodno od jezera, ali pa k Univasi, ali pa tam sta bile nazadnje. Jezer. Razlišče jezer. Mečkam, da vas še povežem z Nancy samo, ker jaz sem se po res dolgem času v tem primeru totalno zjokala, da vam mečkam več povem o njej. Sestra od Nancy je Nikki, ful taka lušna, tudi mlada, cela ta družina oziroma otroci taki mladi in res se vidi, da so povezani. Je bila lih v pekarni, ki je izvedela, da se je nekaj zgodilo. Klical jo je oče. Oče je poklical zaradi tega, ker je dobil kriptirano sporočilo. Torej iz Gvatemale, iz tega okoliša jezera je dobil kriptirano sporočilo, da Nancy ne bo domov. Ne vem od koga, ne vem zakaj. Njim nič ni bilo jasno. Naško družina so se pogovarjali kva? In je rekla Nikki, jaz pa vem, kva je fora, je tam toliko všeč, da hoče reči, da sploh ne bo dan prišla, saj si bo premislila. Dejansko so mislili, da je to. 12. oktobra se je Nancy in njena družina so se zadnjič videli, to res ni dolg pred odhodom in so praznovali rojstni dan od Nancy in pa še od enega njenega brata za vnaprej, kapoj nje ne bo in so vzun jedli in Nancy je bila full excited in je ves čas sprašvala, kdo me peljal na letališče, veš, mečkan težiš, brato in sester, ki tak furajo in jim malo težiš pač, ampak nobeni ni hotel. To je bilo pa zaradi tega, ker je ona vedno sveto, po zakonu pozna, full zamuja, ampak fura Nancy je, da baje ni bila pozna nikoli zaradi tega, ker nima reda ali pa ker ni angažirana ali pa ker ne gleda na uro, ampak dejansko zaradi tega, ker je to podprt človek, da se njej popolnoma vsakič rata zaklepetati z nekom. Ne vem, če imate to izkušnjo, ko se ti zgodi, ko se kar zapleteš s človekom, ali pa ne samo, da se zapleteš, da ti ta človek se kar odpre in ti vse pove in kar nekaj celo življenjsko zgodbo veš, ampak vsaj
vsakič, ko se je nekdo odprl, pa začel se vse govoriti, je bila ona tako, res, in zdaj je zaklepetala tako za 1 uro s čistimi tujci in jim je dala tako 5000 podvprašanj, ker je bila to, kako je hotela vedeti, to je cenila moment, to je cenila, da se je res ostavila in uživala trenutke, moment in te momente, da je podaljšala in zaradi tega je zamujala. In tudi na koncu, zdaj ne smem se spet zjokati, je družina rekla v njej nekot, Nancy pride dan, samo spet malo zamuja. Potem kasneje so tudi prišle ven informacije, da nekaj tistih ljudi, ki so se vrnili tudi iz retritev, tistih 11, se jih je vrnili, so želeli pomagati. Ampak fora je, da oni niso imeli popolnoma nobenih informacij, torej mislim, da so posegali k družini, da bi pomagali, ampak oni, ki niso bili ob Nancy, takrat niso vedeli nič in niso mogli dejansko nič pomagati. Naslednji update, ki so ven prišli, je bilo javno, kot da je policija izpostavila 2 potencialni, kako se reče, osumljene osebe pač. Prva je bila organizatorka tega retreata, temu umiku se je reklo Be the Change, to je vse, kar vem, in potem druga osumljenka pa obviously ženska, ki je bila skupaj z Nancy. In tej ženski njen ime ni bil javen po 1 mesec, po moje, zdaj pa je, in pazi so. Ženska je Christina Marie Blazek, nekaj tacga. Ona je odvetnica. Ženska je odvetnica. Ženska za svoj job drugim ljudem olajšuje življenje in pomaga jih in proba jih zagat spraviti. In zdaj, ko je prišlo do take situacije, da bi ona lahko rešila folk, družino tegobe, lahko bi povedala, lahko bi povedala, kaj se je zgodilo, vse, kar ve. Je bila ona v tišini zdajle, da so oni zapravljali po $100,000 na iskalni akciji iz svojega žepa, pa iz naših žepov, GoFundMe, je bila tih in je šla in zdaj govori samo prek svojega odvetnika. In kaj, imamo pač update, kaj je ona novega povedala. Njena glavna izjava je torej prek njenega odvetnika. Moja stranka je Nancy poskušala rešiti, ni pogrešana, utopila se je. Zdaj pa še razlaga globja, kaj ne bi se z Nancy zgodilo. Ona pravi, da ne, midve z Nancy nisva šle skupaj v eno smer in se oddaljile v skupine, midve sva šla vsaka zase po svoje, ampak sva se na eni točki srečale. In ko sva se srečale, je Nancy izrazila željo, da bi ona rada se šla malo kopati. Ampak to jezerko, kot sem rekla, 40krat bohinjsko, pa že na bohinjsku imaš lahko valove, lahko imaš takove, it's scary as hell, pač no. In je ona še rekla, kao, da ji to odsvetuje, to je pač itak edina zgodba, ki jo imamo, ne vemo, če je res, ampak to je njena zgodba od odvetnice. In je Nancy rekla, ni panike, gremo vsem. Je res, da je imela rada živeti v momentu in je skočila v vodo. In ba je možno, da so se zgodili tokovi, ampak fora je, da Nancy ne bom ugibala, kaj je bilo, bom samo povedala. Odvetnica Kristina je rekla, da je videla, njen kajak gre po svoje, Nancy tam plava in je šla ona reševati kajak. Še zmer, če to res, če mene vprašaš, ni mislila, da z Nancy kaj narobe, hotela je sam njen kajak zadržati, da ne bo pa dejansko topila, ker ne bi imela kajaka. In je šla po kajak in ga je probala zadržati z nogo, istočasno, ko je hodila potem tja pomagati Nancy, ko je očitno videla, da je v težavah, je pa Nancy ni več bilo. In zdaj, če bi še ona skočila in jo šla iskat, zdaj, ko to govorim, se mi posvetil. Si predstavljate, da si ti v kajaku, ga držiš še drugega, pa načeloma ga pa izpustiš, ker ni več pomemben, ampak druge osebe ni več na gladini. A boš šel osebo iz tega kajaka ali ne? A jo boš reševati, ker pa ti lahko oba odpihne, ker ga nimaš zavezanega nase, nimaš ga, valovi so, tokovi so. Če je to sred tog huge jezera, ne boš prišel do obale, a bi šel človeka reševati. In recimo, da se je ona odločila, ne grem nje reševati, ker pač ne razumem, kako bom jaz to preživela, potem razumem, da če je šla nazaj in je bila traumatizirana in je dojela, da je pustila človeka umreči, čeprav načeloma pametno, da je imela tako slabo vest, da res ni upala spregovoriti drugače kot odvetnika, to je res, ampak iskreno, to je še zmer pussy move. Pač, da si toliko časa tih, da tam družina v krču, ne ve kva bi, rešuje, denar meče v iskalne akcije, kakšne denarje so to za helikopterje. Oh my god, v glavnem napišite, kaj mislite, prebrala vam bom še par komentarjev domačinov, ki približno vejo, kako stvari funkcionirajo. Jaz še vedno mislim, da obstaja mini opcija foul playa, sicer zelo manjša, ampak obstaja, ker ena stvar drži. Tam ni bila ena oseba, ki bi lahko dan pobegnila brez razlage. Tam je bilo 11 ljudi, ki so dan pobegnili brez razlage. Naštekaš, kaj je ona njim rekla, da so vsi pobegnili dan in ne dajali izjav? Kaj je ona njim rekla? Naštekaš, če bo oni sam rekli, ne vemo, kaj je bilo, ampak bomo tukaj ostali, sodelovali, počakali policijo, pomagali vsem, kolikor je možno. Razumem, ampak zakaj so oni pobegnili? Če zmer imam sum vzaj, da mi je mogla ona nekaj reči, kao bežite,
bešte, da nav taki krivi ali neki, I don't know, ali pa je bilo še neki hujega v zadju, pa sploh namo zvedeli. Družina je tudi rekla, neverjetno smo zmedeni, da 4 tedne pozneje govori, ampak prek odvetnika. Če se je Nancy res utopila in je v vodi, je čas bistvenega pomena. Exactly, pač, kaj s to odvetnico, ne vem. Guatemalan je pa povedal, splošno znano dejstvo je, da so tovrstni domovi, še posebej tisti, ki jih vodijo tujci, močno povezani z drogami. To govorimo o yoga retreatu, torej če je bilo kaj z drogami povezani, je spet v zraku lahko neka panika ali pa neka mafija, da potem bi mogoče raje vsi pobegnili, prejem bi odgovarjali tam v Guatemali za kakšne stvari ali pa so pa raje prijavili policiji doma. I don't know. To sem jaz malo razmišljala, ampak ne vem, to je ful v zraku vse. Druga stvar. Na splošno je jezero precej varno zakopani v plitvih delih. Kot pa rečeno, obstajajo deli, kjer cvetijo alge in rjave alge in lahko zlahka ostanete v pasti in se utopite. Te alge so scary in če dobro pomisliš, je tudi opcija pri Nancy to, da bi jo te alge na dnu zadržale. Se pravi, če bi se zdaj tudi njeno telo truplo not zapletlo, je pač na dnu. Ampak to je zdaj taka ful kruto ugibanje. In pa tretja stvar, obstaja naravni pojav imenovan ksokomil. To je močan vetrovni tok, ki nastane, ko topli vetrovi iz tega oceana prečkajo gore. Kajakaštvo v teh urah je velik no-no. In tudi če gledate valove kdaj na tem jezeru, so te strinjali. Jaz sem zanj šla z kanujem, ki je bolj stabilen. 4 smo bili po Bohinjskem jezeru, pač kdaj je toliko malo manjkalo, da bi nas prevrnili in kaj boš pol sredi jezera. Stvari itak ne boš reševal, ker je že tako dosti bed, pa upaš saj, da boš ti preplaval, ampak bed. A ja, pa še en fun fact glede te odvetnice, to je pa čista laž, je laž. V glavnem nekdo definitivno laže, ampak ta odvetnica je rekla, jaz definitivno sem prijavila vse to policiji in to že tam v Guatemali, takoj, jaz sem vse prijavila, ampak baje so oni samo rekli kot policija, da jih to ne zanima in tako ogromno ljudi tam potone. In zdaj pazi to, če ona laže, bi bilo razumljivo, ker je se ustrašila in odnesla svojo rad v Ameriko in prijavila tam oziroma govori šele prek odvetnika. Če pa je policija res to rekla in še zdaj ta primer tako javno in je tako sekal ven, pa lahko policija zdaj zanika, ker oni govorijo, da jim ona ni popolnoma nič prijavila tam v Guatemali. Tako da, kjer primer, a? V glavnem, svoje mnenje sem povedala, zdaj čas, da vi poveste svoje mnenje, kaj je bilo, kaj the heck, I don't know. Komentirajte, lajkajte, subscribejte se. Tukaj so moje 3 najbolj pomembne kode, če me hočete kadarkoli podpreti in bom ful hvaležna. Se gledamo v naslednjem videu, ki bojo pa scary zgodbe iz pariških katakomb in mislim, da bom to amazing in cute, da ga bom objavila tako v sredo, da bo ful prej en video, ker pač sem res cool. Pridni boste radi smete. Aj, čau. Bye.